Lepo pozdravljeni in dobrodošli na predstavitvi študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje. Kot lahko vidite, program ponuja 3 smeri: angleščino-slovenščino, angleščino-italijanščino ter angleščino in francoščino. Za izbiro katerekoli od teh smeri boste potrebovali predznanje angleščine na ravni B2. Medtem ko pa lahko kombinacijo z italijanščino ali francoščino izberete tudi popolni začetniki pri teh 2 jezikih. Studying English at the Faculty of Humanities is really about studying Englishes, the differences between different Englishes for special purposes. Then we have Englishes in terms of their historical development. And last but not least, and very importantly, it's crucial to know the difference between, let's say, British English, US English, Scots, Canadian English, Australian English, New Zealand English, Indian English, Nigerian English. One could go on and on. So on top of that, you'll also be learning about all the different Englishes that there are and the cultural differences that exist between them or give rise to them. Na programu medkulturnega jezikovnega posredovanja se lahko odločite za študij na 3 različnih smereh. In sicer glede na to, katere in koliko jezikov želite študirati, pa seveda tudi glede na to, kako nameravate nadaljevati svoj študij po prvi zaključeni stopnji ali pa kako nameravate konec koncev nadaljevati svojo poklicno pot v prihodnosti. Poleg osnovne smeri študija izberete pa še dodatni tuj jezik v obliki lektorata, v katerem boste od začetne stopnje A1 napredovali vsaj do stopnje B1. Izbirate pa lahko med lektorati kitajščine, ruščine in španščine. Ampak ne le to. Na študiju na vseh 3 smereh lahko svojim potrebam prilagodite tudi izbirne predmete. In teh je v teku študija kar 9, skoraj za cel letnik. Če vam je torej bližja književnost, si izberete književne predmete. Če vas bolj zanima jezikoslovje, si izberete jezikoslovne. Lahko si izberete še en dodaten jezik ali pa enostavno predmete z drugega predmetnega področja, na primer zgodovine ali geografije, s čimer lahko pridobite dodatno znanje, a tudi dodatne kvalifikacije. Let's talk about your internship abroad. So, in the 3rd year, you will spend 1 term abroad. For many of you, this will be the first time you'll be abroad on your own for a longer period. You will do many different things. If I think of students from past years, one of them worked in a bookshop, another worked in an NGO, in a legal office. So there are many different things, many different countries you can go to, countries in the European Union, or even in the past students have done their internships in Morocco or Turkey. And certainly your time abroad will give you what? Well, self-confidence, you'll learn the language, and certainly having an internship abroad on your CV will help you in your life after graduation. Poglejmo na hitro še, kaj so prednosti in posebnosti vsake posamične smeri. Smer angleščina-slovenščina. Pripravljena je bila z mislijo na čim večjo fleksibilnost pri študiju. Študentu nudi možnost, da izbere en tuj jezik manj in tako bolj poglobljeno spoznava oba glavna jezika in književnosti. Študentu ob ustrezni kombinaciji izbirnih predmetov nudi možnost nadaljevanja in zaposlitve v pedagoškem poklicu brez diferencialnih izpitov. Če si študenti vseeno izberejo še en tuj jezik, se lahko na koncu študija odločijo, ali se bodo kasneje usmerili v prevajalstvo ali v pedagoški poklic. In slednjič, študentom nudi možnost usvojitve dodatnih veščin, kot so uredniško delo, novinarsko pisanje, umetniško pisanje in še kaj. Smer angleščina-italijanščina. Prednost smeri je vsekakor ta, da drugi tuji jezik, italijanščino, usvajate v okolju, ki je dvojezično. Italijanski jezik ob slovenščini srečujete tako v šolah kot vseh institucijah. Profesorji, ki vas učijo, izhajajo iz okolja in so bodisi naravni, bodisi dvojezični govorci, ki so večinoma študirali v Italiji. Študentom je omogočeno nadaljevanje študijske poti vse do 3. stopnje na doktorskem študiju jezik in medkulturno posredovanje. In še smer angleščina-francoščina. Francoščina
je eden od dveh glavnih komunikacijskih, urdovalnih in diplomatskih jezikov v Evropski uniji. Ob poglabljanju angleščine se ob izbiri te kombinacije torej usposobite še v drugem izmed obeh poglavitnih jezikov Evropske unije in tako povečate svojo zaposlitveno konkurenčnost. Na smeri spoznavanje francoskega jezika in kulture nadgrajujemo s kulturnimi značilnostmi širših prostorov frankofonije, od Švice, Luksemburga, Belgije do francoske Kanade, Gvajane in drugih dežel. Vabljeni torej, da se nam pridružite.